Spoštovane dame, cenjeni gospodje, s svojim 100. podcastom sem želel še nekoliko odlašati. V bistvu sem si že celo naredil en plan, kako se ga bom lotil, da bom povzel malo več stvari, ampak glejte ga zlomka. Zgodila se je noč ravno proti Atlanti, proti tisti Atlanti, ki je Luko zamenjala na tistem famoznem draftu, ko je Trae Young zasedel mesto Luke oziroma Luka zasedel mesto Trae Younga, kakorkoli vzamete, in Paul Majster natrpa, reči, piši 73 pik, a me ti Glavnem, če ste tukaj vnovič, prvič ali ste že nekajkrat bili, kakorkoli, da dobite podobne informacije čim hitreje, podobne analize. Že samo danes sem dal 2 highlightse ven, od Luke Dončića vse pike do behind the scenes, pravi, kar se je dogajalo v zakulisju. Dajte se naročiti na moj kanal, lepo povabljeni, da boste čim hitreje izvedeli podobne informacije. Ni samo Luka, mlajše kategorije slovenske, nasploh v basketu. Kaj vas stane? Nič. In vedno vas bo stalo nič. Jaz bom vam zelo hvaležen. Mislim, kje naj začnem to analizo, ker tole je noro. Ne vem točno, kaj je bolj izjemno. Vsi možni rekordi, ki jih je Luka danes podrl, ali gola statistika od bikinija dalje. Samo malo. 44 minut 43 sekund. Šut, 25 uspešnih metov od 33, 75,8%. Pa kaj si imel vročino, stari? A je bil s krompirom kaj narobe, oziroma tako dobro? Kva pizda, 8-13 trojke, 61,5%, 15-16 prosti meti, 93,8%, pa halo! Pa Luka, jaz bom zbudil malega, pa še mojo, o 6:30 jutro. Pa ti nisi normalen, stari. 10 skokov, 7 asistenc. Stari, 4 žoge si izgubil, pa ti nisi normalen. 73 pik si dal. Pa zmaga. Pa kaj si ti, malnar? V glavnem, ne vem, bil je včeraj ravno povabljen v tale NBA studio, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smithu in glavnim govorcem tega studia. V glavnem, že tisto je bila neverjetna čast. V glavnem, pojavili so se seveda tudi glasovi za NBA All-Star. Valda je 5. izbran začetno peterko. In videli smo, da je pač Luka bil izglasovan v bistvu za Shelom Gilgeousem Alexandrom po nekih stolpcih, ne. Se pravi, od strani NBA igralcev, recimo, bil drugi izbran, Shea je bil pred njim, ne. Ali ga tudi to počgalo, da je ravno Atlanta, po tekmi je dejal, da je videl enega navijača v dresu Atlante številko 77. Glavnem, tu je res nekaj neverjetnih stvari, bom vam proval samo prebrati ene par, no. Glavnem, to je bila, mislim, 4. igralec v historiji, ne, ki je pač presegal mejo 70 pik, se pravi Will Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, ne. Kurac, lažem, pardon mojemu izrazu. 10. igralec, ki je presegal mejo 70 pik, ampak 4. največ. Pa ti mene jebeš. Ja, točno tako. Chamberlain 100 pik, Valda, Bryant 81 pik. Chamberlain še enkrat 78 pik in potem danes Dončić 73, isto David Thompson 73, pa še enkrat Will Chamberlain 73, pravi izenačen v bistvu. Ja, Chamberlain je celo 2-krat dosegel 73 pik, ampak nema, se to res ne zmanjšuje. Fantastične noči Dončića. Majstor je kit, ne, oziroma Japanac, kot sem ga preimenoval v prejšnjem podcastu, je pač dejal, da je bila to še ena izmed poslikav Picassa, ne. Zanimiv komentar, ne, načeloma, ja, nadaljuje kit, da je pač, da bo dosegla ta predstava veliko vrednost, da se bo o njej dosti govorilo v tem kontekstu, ne, to ima sigurno prav. Mislim, kaj pa se lahko drugega, kot čudimo in poveličujemo predstavo Slovenca.
Saj vemo, da je bilo to, kar se tiče internacionalnih igralcev, daleč najboljša točkovna predstava. Podar je rekord Dallasa Novickega, seveda, ma kaj ni podar, se pravim, to je fantastično. Pardon, kolikrat sem danes rekel fantastično, ne vem, ampak daj, fantastično. Ta Green je komentiral od Dallasa, da kdorkoli, da je bilo kot igrca, tukaj kdorkoli je kontroliral Luko Dallas, je naredil dober posel. Zdaj meni je zelo zanimiva tale statistika, vse veste, Američani statistika. Luka Dončić je danes imel game score 64, zdaj kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da je imel Luka po teh statističnih podatkih, ki ne vem točno kako jih zbirajo, drugo najboljšo predstavo vseh časov. Michael Jordan prva, 64,6, ponavljam, Luka Dončić 64, Kobe Bryant, ko je dosegal več kot 80 točk, takrat 63,5 game score. Noro. Ste pa verjetno videli, Bobby Marjanović se je javil po tekmi. Če pa slučajno niste, v mojem zadnjem videu je, v Behind of the Scenes, pravi majstore, da sta Luka in Bobby danes skupaj dosegla 76 točk. V istem videu sem dal tudi eno projekcijo, kje je Luka v bistvu danes dosegal točke. 9 od 10 izpod koša, v raketi, ampak malo stran, 4 od 5, tam okoli prostih metov, 4 od 5, 0-1 iz kornera trice in pa 8-12 ostale trice. Če sem vmes kakšno napako storil, predvsem kar se statističnih zadev tiče, se vnaprej upravičujem in za nazaj. Ker tole povzeti zdaj je kar težava, zato ker ob tako izjemni predstavi se v bistvu ves svet čudi, izbirajo se različni statistični podatki in tole vmes kar prihaja. Meni je to izredno zanimivo, mogoče komu drugemu tudi, ali pa kdo gleda čisto drugače vse skupaj, ampak dejansko so Američani nori na statistiko in se bodo potem zgledovali še dolgo časa naprej. Vse veste, njim to morda pomeni celo več kot sama tekma. Me pa še nekaj drugega zanima, kako bojo pač ta glavne ameriške hiše, ta glavni ameriški novinari producirali tole njegovo predstavo naprej. Ker vemo, da je večkrat bil Luka že nekoliko, kot bi oni rekli, underrated, po vseh kazalcih in sama medijska pozornost njegova je neopravičeno manjša kot od ostalih, vendarle gre za internacionalnega igralca, ne čistega Američana, tako da iz tega aspekta še to nekako razumem, ampak zdaj bojo pa vendarle, če nekdaj pa zdaj, bojo pa vendarle morali priznati, da tole pa je bila zgodovinska predstava. Zdaj ne grem še stran statistike. Luka Dončić je danes kreiral, asistiral ali dosegal 100 točk. Javili so se številne, v glavnem Irvin Magic Johnson, če samo omenim, what's going on in the NBA? The league is on fire with another dominant performance. This time Luka Dončić 73 points. Wow. Congrats to Luka on his amazing 73 points, 10 rebounds game tonight, leading his Mavericks to a 148-143 win against the Hawks. Mi je pa všeč, da je Luka takoj po tekmi izpostavil, da mu je všeč, da je ekipa zmagala, da zaupa svojim soigralcom in da je probal čim manj naprtiti tole številko 73 v svojih izjavah, čeprav seveda so novinarji želeli izvedeti predvsem o tem. Osredotočil se v svojih izjavah predvsem o tem, kako je doživel svojo tekmo, kako je spremljal nasprotne navijače Atlante in da je celo slišal par vzklikov MVP. Kot sem pa že prej omenil, pa je med publiko zasledil celo navijača, ki je bil oblečen v dres Atlante številko 77. Tale mogoče še celo zmaga. No, v glavnem, če mogoče na tej točki vendarle zaključim s tole fenomenalno predstavo. Kaj je novega? Kot sem prej omenil, 5. izbor Luke Dončića v All-Star. Ravno tako je naneslo, da je tale NBA studio imel v Atlanti svojo pogovorno oddajo s samimi znanimi in uveljavljeno ekipo, seveda. To je bil en sproščen pogovor, zelo fajn. Tudi ta posnetek najdete med mojimi na kanalu Greg Skort.
Ja, se nisem omenil, ne? Ali sem, ja. Dajte se naučiti na moj kanal, imate takšne zadeve govor, pa kaj vas stane. Meni boste naredili eno veliko uslugo, to je nekaj, ne? Pa na koncu boste tudi sami imeli kaj od tega. V glavnem, tam pač razpreda malo o vseh aktualnih zadevah, predvsem je bilo govora o tisti zadnji tekmi, ko se je malo skregal z navijačem, oziroma je potem sledil tisti besedni dvoboj z Timom McMahonom iz ESPN-a. To so vedno takšne zanimive zadeve, da ne rečem celo trači. To je eno, seveda so ga spraševali tudi o hčerki, se pravi o rojstvu hčerke, kar zasijal je ob tem vprašanju. Tak en sproščen pogovor je bil v video obliki, tako da tole lahko pogledate. Takšna zanimivost iz, tudi bi lahko rekel, behind the scenes po eni strani, ne. To je ena zadeva, druga, pojavil se en res obširen intervju z Luko in to na slovenski strani pri ekipi. Marsikdo ne ve, tudi sam sem predelal za ekipo, fantastična izkušnja, kar se tiče časopisa še posebej. In v bistvu je zdaj celoten pogovor omogočen tudi na spletu, na ekipa.net, če se ne motim. Kakorkoli, zelo zanimiv intervju in marsikaj zanimivega tamle najdete. Kar se mi je iz tega najbolj vtisnilo spomin, da Luka predvsem govori o prihajajoči reprezentančni akciji, ki vemo, kako je pomembna, ne zdaj tej, ko so kvalifikacijske tekme, ko Luke seveda ne bo in glavnih zvezdnikov, ampak predvsem o zadevi, kar se tiče poletja, ne. Vemo, približuje se kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Tudi vemo v Grčiji, tudi vemo, da je potencialen nasprotnik Grčija doma v Pireju, kar bo sila težko, ampak glejte, Luka to jemlje kot en izziv, ne, kar me veseli. Spomnimo se vsi, da smo dobili Litvo v Litvi in smo predtem govorili, kdo bo ustavil Valančunasa in pa Sabonisa ter ostale pred polno dvorano, ampak hej, mi imamo Luko Dončića, ne. Že takrat sem to trdil, zdaj isto trdim, da je mogoče. Morda nekoliko teže, kajti tale Janis in pa ostali, pa grško vzdušje, mislim, da bo to vse skupaj naredilo veliko teže, ampak če Luka verjame in predvsem, kot sam pove, verjame v svoje soigralce, zakaj mu ne bi pri tem verjeli? Da se slučajno po nekem spletu dogodivščin zgodi, da rečem, podobna tekma, kot je bila danes, je pa meja nebo, ne. Potem še ene olimpijske igre, kar bi bilo s to generacijo, kaj bi govoril, ne. Mislim, po eni strani bi si Luka za vse svoje igre, prizadevanja in odrekanja, da tako rečem, absolutno zaslužil. V bistvu vas danes še nisem povabil v komentarju spodaj, bom zelo vesel vaših reakcij, tako na današnjo tekmo, kot na ostale zadeve, o katerih sem govoril. In kot že mnogokrat prej, verjamem in vem, da se boste naročili na moj kanal, da pokomentiramo še naslednjič o podobnih zadevah. Naj si bo dovolj za zdaj, hvala, da me spremljate, Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta in mogoče še ena fajn novica, jutri je nov dan in kaj to pomeni? Ja, nova tekma. Zdaj, dajmo vzeti v obzir, da je Luka imel danes minutažo 44 minut in drobiš sekund. Tako da mislim, da je manj kot 24 ur do naslednjega srečanja in treba se bo spočiti, menjati lokacijo, nafilati baterije in natrpati novih 70, ma ne, zabavam se, dajmo biti realni. Glavnem, da bo le zmaga, ker vendarle se gre za tu končnico in neke višje cilje, kot so individualni dosežki. Verjamem, da se tukaj vsi strinjamo. Tako da ja, dobro jutro, dober dan ali dober večer, kadarkoli me spremljate. Hvala in lep pozdrav.